Naj vam predstavim gosta v studiu. Tole je gospod Ligan ali pa domače kalamar, z njim pa je še gospa Sipa. V zimskih mesecih lignji in sipe v jatah priplavajo tudi do obale Slovenskega morja. Ribiči jih lovijo s pomolov ali s čolnov in nato prodajo v ribarnicah. 14-letni Boštjan pa je raje lovil s prijateljem. Boštjan in Peter lignje in sipe včasih lovita s pomola, še raje pa se na lov odpravita s čolnom. Brez primerne opreme seveda ne gre. Potrebuješ ribiško palico, motorček in vabo. Vabe so pušče, ki so različnih barv in teži. Lovita blizu Kopra. Sipe in lignji, ki so poleti na odprtem morju, se pozimi približajo obali. Pridejo na drst ali pa za hrano, za majhnimi ribicami. Sipe in lignje lovita na različne načine. Tokrat sta se odločila za tako imenovano džiganje. Džiganje pomeni, da vaba imitira ribico, ki skače po dnu. To doseže s tem, da premika palico in nato potrpežljivo čaka. Za lov pa potrebuje ribiško dovolilnico. Za ribolov s čolnom v Slovenskem morju je potrebno imeti dnevno dovolilnico, tedensko ali letno. Na dnevno dovolilnico lahko vplenimo največ 5 kg rib. In prva je že tu. Glej, riba. Bravo, Boštjan, počasi. Počasi. Pisano vabo je zgrabila Sipa. Tokrat je šlo zlahka, a Boštjan je na ulov vseeno ponosen. Bravo. Tehta približno 300 gramov. Sem pa ujel že veliko večje. Za uspešen lov na sipe in lignje prav pride malo sreče, še pomembnejše pa je znanje. A če se ribiči dobro razumejo, ni pomembno, koliko ribo lovijo. V dobri družbi je lov vedno zabaven.